Ni brezplačnega kosila, radi rečejo predstavniki političnega razreda, še posebej predstavniki iz trenutno največje politične stranke SDS-a. A kako lahko opredelimo kosilo, za katerega si plačal, nisi ga pa dobil? Natančno to je krivica, ki se je zgodila določeni skupini upokojencev, ki so kot samoplačniki dajali v pokojninsko blagajno, potem jim je pa država rekla, da jim teh njihovih vplačil ne prizna in ne morejo oditi normalno v pokojnino, v pokoj, kakor si so predstavljali in kakor je zakonodaja pred tem veljala. Krivica zagotovo velika. Na prejšnji obravnavi je kazalo, da bo glasov za ta naš amandma dovolj. Iz nasprotnih poslanskih klopi, iz desne strani se je lahko slišalo, tudi kakšen poslanec njihov je prišel sem k nam v Levici in povedal, da podporo desne strani parlamenta za odpravo te krivice imamo. Kaj se je zgodilo nekaj sekund nazaj? Zakaj, gospe in gospodje, boste pustili, da upokojenci v tej ali oni skupini še kar naprej trpijo krivico? Niso mogli iti v penzijo, kakor so si zamislili, njihove pokojnine niso v tisti višini, za katere so plačevali. To je absolutno nesprejemljivo. Čeravno je SDS s temi spremembami zakona naredil en korak v smeri odprave krivic, ki jih je sam povzročil nekaj let nazaj, je očitno pri tem ostal na polovici koraka. Zakaj so se odločili, da bodo obravnavali in popravili nekatere krivice, druge pa jih bodo trpeli še naprej, to je zame absolutna neznanka. V Levici seveda stojimo na absolutno nasprotnem stališču. Krivice do ljudi je potrebno odpraviti, nikakor ne ustvarjati novih, še posebej pa tam, kjer gre za osnovno socialno varnost in za osnovna pričakovanja, ki jih ljudje do socialne države imajo. In še posebej na področju pokojninskega sistema, kjer so si ljudje dobo, zato da lahko grejo normalno v penzijo, dokupovali iz lastnega žepa. Takrat, ko so bili brezposelni, ker že tako niso imeli denarja. In vi, gospe in gospodje, ste jim danes rekli ne. Dali ste denar za svojo pokojnino, a pokojnino, za katero ste vplačevali, ne boste dobili.